Zvončarstvo je doma v Gorjah. Natančneje na Povšici pri Gorjah, kjer se Anton Poklukar še edini v Sloveniji ukvarja s to obrtjo. Pršobrle, kot se po domače reče pri njihovi hiši, zvonce izdelujejo že 25 let in tako skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine. Pri nas ni bila obrtniška družina, kmečka družina. Jaz sem pa potem začel z obrtjo kovinsko galanterijo. No, in sčasoma se je pokazalo, da v Gorjah noben več zvoncev ne dela, sem pa rekel, pa to mi naredil, da ta tradicija ne pride dol. In tako zvončarstvo še danes živi. Po ustnem izročilu se je zvončarska obrt v Gorjah začela na Višelnici, pri družini Jan okoli leta 1752. Prav od družine Jan je gospod Anton dobil prve vzorce za plašče zvoncev. Potem pa je bilo veliko probavanja, veliko izdelkov v kontejnerju. Začeli so z manjšimi zvončki in nadaljevali zvonci različnih velikosti. Danes izdelujejo tudi velike zvonce, namenjene za razstave, in zvonce, ki jih nosijo kurenti. Včasih je zvončar zaslužil samo 2 kile koruzne moke na dan. V današnjih časih je pa pač cena izdelka, ki narekuje to, zato je treba hitreje to narediti, čeprav nekateri pravijo, da to ni več na roke narejen zvonc, ampak kot boste videli, gre pa to še velikokrat skozi roke po različnih fazah. In smo se sprehodili skozi delavnico. Gospod Anton pa nam je natančno pokazal, kako iz kosa pločevine nastane pravi gorjanski zvonec. Zvonec ima 3 sestavine, to se pravi plašč, potem je kampa, pa kombelj. In to troje je potrebno združiti. Stroji v delavnici zabrnijo in zvončar začne z delom. Pločevina je narezana na velikost zvonca. V prvi operaciji naredimo luknje, kamor bo prišel, kot smo rekli, kampa ali ročaj. Nato sledi druga faza, imenovana krojenje. Videli smo plašč. Plašč je odvisen od velikosti zvonca. To je za zvonce velikosti 5 cm. Oblikovanje pločevine ima svoje zakonitosti in v naslednji fazi pločevina dobi že delno obliko. Naslednja operacija, ko v bistvu samo tako stisne zvonec, da dobimo tak zvonc. Prav, zvonc dobi že to prvotno obliko. Je dobiti neko obliko, da je pripravljen za naslednjo operacijo. Zvonce, ki že dobivajo obliko, je potrebno še preluknjati. V luknjo se potem vstavi net oziroma kovica. Zvonci so zakovičeni. Tukaj imajo končno obliko, kakšno popravljanje ni več mogoče, kar je. Spravi, včasih so to delali s kladivi? Kladivo, sej sistem je isti, se udar in zakovič, kovice so enake, kot so bile pred 100 leti. Danes si pa vi pomagate s stroji. Pač, da me roka toliko ne boli. Nato gospod Anton v roke vzame kladivo, sledi del, ki se ga ne da avtomatizirati. S tem dosežemo, da so pač, da je spojen, da je čim manj prostora, ampak zvon še nima glasu. A najprej potrebuje še ročaj ali po domače kampo. To je potrebno skriviti, nato pa pritrditi na zvonec. A zvonec potrebuje še nekaj. Temu delu se reče kombelj, ki smo ga seveda prej preoblikovali. Zvonec je pripravljen. Nima pa še pravega glasu. Zdaj pa prihaja tista faza, kjer zvonec dobi
glas. To je pa oblivanje zvoncev. Tega ne bom pokazal, ker pač je to skrivnost, v katero sem vložil kar precej truda. In ko ta zvonec pride iz oblivanja, ima potem ta glas. Prav od nanosa medenine in koliko leti ob oblivanju ostane na zvoncu, je odvisen glas zvonca. Oblivanje, to je, ali po starem se reče to votanje ali medeninjenje. Zvonci so rumeni, ampak mi jih še umetno postaramo, to se pravi, da dobijo to staro patino. Meni se zdijo lepši zaradi tega, ker pri kasnejši poslikavi pride to bolj do izraza. To so zvonci, ki pridejo iz medeninjenja. Tako neuglednih zvoncev seveda ni moč prodati, zato jih malo polepšamo in damo glanc. Poznamo več oblik zvoncev. Ta, ki jo izdeluje Schoberle, je značilna gorjanska oblika zvoncev. Več oblik. V Avstrijci se jim reče bunke, Švicari imajo svoje, veronski zvonec, svoje oblike. V Gorjah je bilo več družin izdelovalcev zvoncev in med sabo so se ločili po obliki. Če pogledate te zvonce, so pač različnih oblik. To je bil zaščitni znak vsake familije posebej. Vsak se je trudil po svoje to prodati, vsak ga je probal izboljšati, seveda verjetno. Če pogledate tudi take lepe detajle, so imeli okraske. Ti zvonci so se predajali do Turčije. Zanimivost teh zvoncev je pa, da so se prodajali na kilograme, ne na komad. Zvončarska obrt se je v Gorjah razvila za lastne potrebe. Ljudje so se ukvarjali z živinorejo in planšarstvom in tako se je po okoliških planinah paslo veliko živine. Verjetno pa, da je to zvončarstvo v Gorjah posledica fužinarstva v Radovem, relativno majhna poraba materiala, pa velika dodana vrednost. Za samo oblivanje teh zvoncev je pa potrebno tudi oglje. Oglje je bo tudi na pretek in delo za vse. Konkurence med izdelovalci v Sloveniji danes skoraj da ni, saj se gospod Anton edini profesionalno ukvarja s to obrtjo. Nekaj malega zvoncev še proizvede za prvotno funkcijo in potrebe za pašno živino, večina pa jih je namenjena potrebam turizma. Zvonc mora biti, da je lepši, mora biti poslikan, običajno je to cvetje pa napis, lahko pa tudi damo sliko kraja, to je edina prednost še, da lahko vse te mikrolokacije oskrbimo z imenom Triglav, Kredarica, Planika, koče različne. Zvonec je poleg poslikave potrebno tudi ustrezno opremiti za prodajo. Ta izdelek, pripravljen za prodajo, ne bo videl prodajnih polic, ampak našo voditeljico. Najlepša hvala, gospod Poklukar. No, pa imam tudi jaz svoj gorjanski zvonček sreče.